Pozdravljeni, sva Anja Cajlhofer in Ana Kac in danes bova predstavili najn inovacijski predlog priprava za zalivanje rož v dopustniških dneh. Torej, namen najnega inovacijskega predloga je bilo omogočiti vsem lastnikom sobnih in balkonskih rastlin, da bi lahko svoje rastline med dopustom brezskrbno puščali doma. Poskušali smo najti napravo, katera uporaba bi bila enostavna in za delovanje ne bi potrebovala električne energije, saj bi ta v primeru izpada električne energije lahko rastlina ostala brez vode. Najn cilj je bila najdba naprave za zalivanje, ki bi ustrezala vsem uporabnikom, izdelava in uporaba pa bi bili preprosti. Inovacijskega predloga smo se lotili, ker veliko ljudi pred odhodom na počitnice ne ve, kako bi lahko zalivali svoje rastline, da te ne bi ovenele. Prav tako naj je zanimalo, če obstaja naprava za samodejno zalivanje, ki ne bi potrebovala električne energije, saj bi ob električnem izpadu rastlina ostala nezalita. V teoretičnem delu bomo opisali rastline, fotosintezo, že znane alternative za takšno napravo, kapilarnost, samolist in kosmulko. V kraljestvo rastlin uvrščamo približno 300 000 danes znanih vrst. Razen izjem, rastline pridobivajo energijo s fotosintezo ter s črpanjem vode z mineralnimi snovmi iz zemlje. Fotosinteza je biokemijski proces, pri kateri rastlina za pretvorbo sončne energije pridobiva hrano. Večina te hrane se shrani v obliki ogljikovih hidratov. Na sliki je shema fotosinteze. Med alternative zalivanja rastlin sodi uporaba blumata, katerega dno je zapičen v zemljo. Sistem je opremljen s posebnimi senzorji, ki zaznajo sušenje zemlje, odprejo ventile in ko je zemlja spet navlažena, se ventili zaprejo. Prav tako lahko uporabimo tudi sejalnice za avtomatsko zalivanje ali pa uporabo vlečke. Ta deluje z avtomatskim namakanjem. Ja. Seveda pa lahko napravo tudi improviziramo, naprimer s pomočjo kapalke, ki bi na rastlino kapljala konstantno in bi ta ostala zalita, ali pa izberemo takšen način, kot smo ga midve, s pomočjo plastenke. Tako da skozi zamašek ali dno plastenke naredimo luknjo in skozi luknjo speljemo slamico. Seveda pa se moramo zavedati, da pri takšnem načinu lahko skozi slamico teče tudi preveč vode in rastlino poplavi. Kapilarnost je fizikalni pojav, pri katerem se tekočina v kapilarah dviguje ali znižuje glede na gladino v zunanjosti. Voda se dviguje navzgor v steblo rastline in naprej. V najinem poskusu smo uporabili dve različni rastlini. Prva je bila samolist. To je vedno zelena rastlina, visoka med 30 in 40 cm. V času cvetenja, to je med februarjem in septembrom, moramo poskrbeti, da so njena tla vedno enakomerno vlažna. V vročih poletnih dneh pa je včasih potrebno tudi dodatno rosenje. Kosmulka je sobna rastlina, ki izvira iz tropskih dežel. Med rastjo, torej med septembrom in januarjem, jo je potrebno zalivati več kot med mirovanjem. Na sliki pa je prikazana kosmulka pisanolistne sorte variegato. Najno raziskovanje so najprej začeli s preučevanjem pisnih virov. Nato smo naredili 5 različnih plastenk in jih obdelali. Nekaterim smo zvrtali luknje v zamaške, nekaterim pa v dno in skozi napeljali različne slamice in cevke. To smo potem pozneje zalili z silikonom, da voda pri zalivanju ne bi iztekala. Nato smo flaše zapičili zemljo in jih tam pustili čez noč ter zmerili, koliko vode je odteklo. Pri eksperimentu so uporabili 5 različno obdelanih plastenk, da bi ugotovili, katera plastenka je najbolj primerna za samodejno zalivanje. Prvi plastenki smo odrezali vrh in skozi zamašek speljali slamico s premerom 6 mm. Drugi plastenki smo odstranili zamašek in skozi dno speljali cevko s premerom 5 mm. Tretji plastenki so obdržali zamašek in slamico speljali skozi dno, slamica pa ima premer 6 mm. Četrti plastenki smo odstranili zamašek in skozi dno speljali slamico s
premerom 6 mm. Peti plastenki pa so odstranili dno in skozi zamašek speljali tanjšo slamico s premerom 4 mm. Plastenke so tako čez noč pustili v zemlji in zjutraj preverili, koliko vode je odteklo. Ugotovili smo, da je pri 4 od 5 plastenk voda čez noč odtekla. Zavedati se moramo, da je potrebna količina vode pri vsaki rastlini drugačna. Najna ugotovitev je tudi, da je pri odtekanju vode razlika, če ta teče iz višine, kot pa če je slamica oziroma cevka zapičena v zemljo, saj takrat ni gravitacijskega pospeška. Pri odtekanju vode skozi slamico pa je, oziroma cevko pa je namreč prisotna tudi kapilarnost. Med preizkušenjem smo ugotovili tudi, da če zrak ne more v flašo skozi nobeno drugo luknjo, kot pa je pri slamici, voda na višini preneha teči. Zato seveda niso bile uporabne vse flaše, plastenke, pri katerih smo odstranili zamašek. Torej 4 od 5 plastenk so bile neuporabne. Preostala nama je plastenka številka 2, ki je najna predlagana rešitev, saj je skozi cevko je tekla primerna količina vode in se ni zamašila. Hvala za posluh.